Danes vam bomo predstavili dobrodelno in humanitarno organizacijo Karitas. Njen rojstni dan je 1. maj 1990. Beseda dobrodelna, dobrodelnost, izhaja iz besedne zveze dobra dela. Dobra dela pa so tista, s katerimi pomagamo ljudem v stiski in ohranjamo dostojanstvo vsakega človeka. To je tudi osnovni namen, zaradi katerega Karitas obstaja. Beseda Karitas je latinska in v prevodu pomeni dejavno ljubezen. Gre za ljubezen, ki se kaže v tem, da se za nekoga potrudimo in zanj naredimo nekaj dobrega. Druga beseda, humanitarna, humanitarnost, pa je povezana predvsem s pomočjo ob vojnih spopadih in nenadnih nesrečah, požarih, suši, poplavah, potresih in neurjih. Dogajajo se vse povsod po svetu. Tudi Slovenijo pogosto prizadenejo neurja in poplave. Karitas pomaga najprej s hrano, vodo, zdravili, zasilnimi bivališči in na koncu še pri obnovi domov. Zelo velik potres je pred leti prizadel države Haiti, Čile in Kitajsko. Pod ruševinami je umrlo zelo veliko ljudi. Na svetu je veliko nesreč in vojnih spopadov, zaradi katerih družine zgubijo svoje domove in morajo bežati. Mednarodna Karitas, ki jo sestavlja 146 lokalnih Karitas po vseh državah sveta, pomaga številnim bolnim, ranjenim, podhranjenim in beguncem, ki so ostali brez doma. Naslednja beseda je organizacija. Ko rečemo, da je Karitas organizacija, to pomeni, da v njej delujejo sodelavci, da imajo svoje prostore in da jo sestavlja več kot 450 enot po vsej Sloveniji. Srce Karitas predstavlja skoraj 10.000 prostovoljcev, ki vsak teden žrtvujejo svoj čas, da pomagajo ljudem v stiski. Njihova glavna naloga je, da so prijazni, odprti, spoštljivi in da znajo dobro poslušati ljudi, ki pridejo po pomoč. Prostovoljcem se pridružujejo tudi strokovnjaki, ki pomagajo pri večjih in težje rešljivih težavah. Zaposleni so v večjih enotah Karitas in v 5 materinskih domovih, kjer najdejo zatočišče mamice z dojenčki in ženske z otroki, ki so morale zaradi nasilja oditi od doma. Otroci se lahko spet v miru igrajo, mame pa si postopno poiščejo službo in drugo stanovanje. V posebnih centrih Karitas strokovnjaki pomagajo tudi odvisnim od mamil in alkohola. Po vsej Sloveniji delujejo terapevtske skupnosti, kjer se mladi fantje in dekleta odvajajo od mamil in se učijo spet živeti, delati, se pogovarjati in odgovorno skrbeti zase in drug za drugega. Nujno pomoč pa potrebujejo tudi ljudje, ki so postali žrtve trgovine z ljudmi. To so običajno fantje in dekleta iz revnih držav, ki so iskali preživetje v bogatejših državah, pa so se znašli v prisilni prostituciji, služabništvu, beračenju ali drugem delu. Mnogi so bili ukradeni in prodani kot blago v trgovini. Med njimi je tudi veliko število otrok. Karitas skrbi tudi za brezdomce. Zanje ima posebne prostore, kjer lahko prespijo, se pogrejejo, umijejo, zamenjajo oblačila, pojedo kosilo ali malico. V Mariboru deluje ambulanta, v kateri zdravniki prostovoljci pomagajo brezdomcem pri zdravstvenih težavah. Vsako poletje pa se smehom in veseljem napolnita sončna hiša in hiša biserov v Portorožu. V prvi, ki stoji na hribčku, družine z otroki preživljajo kratke počitnice. Sami nimajo dovolj sredstev, da bi šli na morje. Malo nižje, že skoraj ob morju, pa letujejo otroci, ki drugače ne bi videli morja. Pravimo jim biseri, ker so otroci biseri, ki jih je potrebno čuvati, občudovati in zanje skrbeti. In za bisere skrbijo animatorji, prostovoljci, mladi fantje in dekleta, ki so ves čas z njimi. Seveda pa otroci potrebujejo tudi drugačno pomoč. Kadar v šoli ne gre vse v redu, pristopijo na pomoč mladi prostovoljci Karitas, ki v nekaterih krajih pomagajo osnovnošolcem z učno pomočjo. Prav tako se pogosto zgodi, da družine ne zmorejo same plačati šolskih potrebščin za svoje otroke. Zato se obrnejo tudi na Karitas.
Tako vsako leto več kot 12.000 otrok, s katerimi bi napolnili kar 400 učilnic, prejme pomoč v obliki šolskih potrebščin, kamor seveda sodijo tudi zvezki. Materialno pomoč na Karitas vsako leto prejme več kot 120.000 družinskih članov in posameznikov. Največkrat prejmejo hrano, pripomočke za osebno higieno, kurjavo, ozimnico, oblačila in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic. Prostovoljci Karitas na leto razdelijo več kot 3000 ton hrane. Veliko otrok in starejših pa je vključenih tudi v razne družabne in preventivne dogodke. Karitas pomaga tudi v tujini. Pozornost je poleg pomoči v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Albaniji še posebej usmerjena na Afriko, kjer na milijone otrok živi v pomanjkanju, brez zdravnikov, čiste vode in možnosti za šolanje. V srcu Afrike slovenska Karitas s pomočjo darovalcev in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije gradi vodnjake, zdravstvene domove, šole in pomaga otrokom. Še posebej je pozorna na otroke, ki so ostali brez staršev zaradi vojn in bolezni, kot je AIDS. Karitas brez številnih prispevkov darovalcev in dobrih ljudi še zdaleč ne bi zmogla pomagati vsem, ki pridejo po pomoč. Zato vsako leto organizira več dobrodelnih akcij in koncertov, s katerimi zbira sredstva, hrano in tudi zvezke za pomoč doma in po svetu. Organizira tudi različne preventivne in izobraževalne akcije, kot so 40 dni brez alkohola, osveščanje o problematiki AIDS-a v Afriki, o podnebnih spremembah in o nevarnih, mamljivih ponudbah, zaradi katerih mladi lahko padejo v pasti trgovine z ljudmi. Otroci lahko na različne načine pomagate ljudem, ki so osamljeni, v revščini, v bolezni, nesreči ali v težavah. Lahko se odločite in del svoje žepnine namenite za revne ljudi doma in po svetu. Lahko obiščete in razveselite starejše ljudi. Lahko pošljete lepo voščilnico ali narišete risbo za prijatelja. Lahko varčujete z vodo in energijo ter tako varujete naš planet. Lahko skupaj s starši in učitelji zbirate zvezke za otroke, ki potrebujejo šolske potrebščine. Lahko pomagate svojemu sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. Možnosti za dobra dela je zelo veliko. In vsako, še tako drobno dejanje dobrote je neprecenljivo v mozaiku solidarnosti. Tudi prijazen pozdrav in nasmeh sta lahko dovolj, da je naš svet vsaj za trenutek lepši.